Prenova osrednje mariborske tržnice traja že dolgih 15 let. Zmagovalec natečaja obnove tržnice je bil namreč izbran že leta 2002. Tržnico so sicer za javnost leta 2008 odprli, vendar nefunkcionalno, pri čemer večina krivdo vidi v politiki. Vse je povezano s politiko, tako bom rekla. Ne? In ko bojo politiki spoznali, da je tu potrebna tržnica mariborska tako, je potrebna, ne pa da imajo to, kaj imajo, bo se razmere vse avtomatsko popravili. Moti me! Zato, ker ne naredijo nič drugo. Ki samo kradajo denar. Nekateri celotno prenovo vidijo kot zgrešeno. To je zgrešena investicija, prvo Marele, pol pa še vse ostalo, te pohodne plošče. Nezadovoljstvo uporabnikov je več kot razumljivo. Kronologija obnove osrednje mariborske tržnice je namreč zelo pestra. V letih 2004 do 2006 se je čakalo na investitorja in kompromisno rešitev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Leta 2006 Mestna občina Maribor in konstruktor še pod županovanjem Borisa Soviča skleneta pogodbo javno-zasebnega partnerstva, ki stavbno pravico dodeli konstruktorju. Pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Konec leta 2008 se tržnica odpre za javnost. Med letoma 2008 in 2009 vrsta slabih odločitev privede do stečaja tržnice DD in konstruktorja. Spodnja etaža, ki je bila zamišljena kot zimski del tržnice, nato preide v last Hypo banke oziroma njene slabe banke. Leta 2010 arhitekti pripravijo novo rešitev fiksne strehe, vendar naročnik pred dokončanjem idejo opusti. Leta 2013 banka v trgovsko etažo umesti trgovca Hofer in DM, kar tržnici odvzame povezavo s Koroško ulico ter sanitarije, skladišča in garderobe. V letu 2017 podjetje Snaga postane upravljalec tržnice in takoj začne aktivno prenovo. In tukaj pri življenjskih bivalnih pogojih se nam na Vodnikovem trgu zalomi, tako da Snaga skupaj z Mestno občino Maribor je aktivna v tem projektu zagotavljanja strehe na osrednji mariborski tržnici, ker nam tudi dolgoročno koncesijsko obdobje, ki se izteče leta 2026, to možnost daje. Društvo arhitektov Maribor s prstom kaže tudi na Zavod za varstvo kulturne dediščine. V času natečaja se mi zdi, da je bil en od ključnih zapletov, da pristojna služba za varstvo kulturne dediščine takrat leta 2002 ni zelo plodno sodelovala pri izbiri natečajnega zmagovalca. Trenutna streha na tržnici je bila zgolj zasilna rešitev. Tudi vmes se je nekako zapletlo pri oblikovanju strehe, ki je bila s tem natečajnim elaboratom Saratoga predlagana, in ta streha nikoli ni bila izvedena. To je bila streha na vzhodni strani poleg zida. Se pravi, prvič se je zapletlo pri tem, da je natečajna rešitev doživela neko modifikacijo proti izvedbi. Mislim pa, da se je drugič zapletlo pa tam, kjer se res ne bi smelo, to pa je tam, kjer se je pravzaprav programska naloga spremenila. Po mnenju bivšega župana Franca Kanglerja, nefunkcionalnost zimskega dela tržnice ni problem občine. To ni bil problem Mestne občine Maribor, to je bil problem pogodbe javno-zasebnega partnerstva in tudi državnega organa Zavoda za spomeniško varstvo. Po mojem osebnem prepričanju, tudi takrat, ko sem podedoval to pogodbo, ki je bila pred mano podpisana z strani gospoda Soviča, z Pinterjem, z konstruktorjem, nismo mogli vplivati ne na potek podpisane pogodbe, ne na okoliščine, ki so bile. Po mnenju mnogih pa je poglavitni problem osrednje mariborske tržnice v neenotnosti in razdrobljenosti ponudnikov, ki svoje dobrine ponujajo tudi na Trgu Svobode in Glavnem trgu. Morda pa mariborsko tržnico kljub vsemu čaka svetlejša prihodnost. Letošnje poletje je bil namreč opravljen razpis za projektiranje nadkritja tržnice.